Ta luknja je bila, da sem pri 50 letih ostala brez zaposlitve. Najbolj močen občutek je bila jeza. In je pa rekla, veste, gospa, preveč let imate, a ne? Ti si pretekla že koliko maratonov? 16. Brez športa si jaz ne predstavljam svojega življenja. Odgovor na vprašanje, kdo sem. Torej vprašanja so ključ. Če predolg časa to ignoriraš, plačaš ceno. Veliko ljudi na tem svetu je zgolj korak oddaljeno od dna, potrebujejo pa le kanček upanja do uspeha. Prisluhnite zgodbam zmagovalcev, ki jih delimo z namero ustvarjati upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Podelite podcast s prijatelji in znanci, ki potrebujejo inspiracijo. Da ugotovijo, da je v življenju možno res čisto vse, če se tega lotimo na pravi način, s pravo miselnostjo. Gostje podcasta to dokazujejo s svojimi izkušnjami, ki jih delijo z nami. Kako nam lahko pomagaš? Oglej si epizodo, lajkaj, komentiraj, podeli, doniraj ali nam označi še koga, da njeno ali njegovo zgodbo izpostavimo na našem podcastu. Sem Rok Slama, moderator podcasta Zgodbe zmagovalcev in resnično verjamem, da tudi ti zmoreš. Sedaj pa uživaj v ogledu. A si že karkoli posnela v življenju? Karkoli? Ja. Ja? En YouTube posnetek sem šla iz cone obdobja, pa sem statist pri kakšnih reklamah. Ja, da sem posnela. V kakšnih slovenskih reklamah? Slovenskih, ja. Recimo Lidlova se zdaj vrti z Martinom Krpanom. Torej imamo zvezdo danes tukaj. Lahko tudi ko rečeš, če ti je to prišlo na misel. Lea Omersa. Nisem pričakoval. Ful zanimivo. Ti si me navdušila tudi svojo zgodbo v življenju, zato sem tudi želel, da se danes malo tukaj pogovoriva, ker imaš res takšno energijo najstnice včasih celo, res, pa moč mladostnikov in vztrajnost športnikov velikih. In to me ful navdušuje pri tebi. Hvala, to so pa lepi komplimenti. Ja, zasluženi. Jaz sem se spoznala, zdaj kakšno leto pa pol nazaj približno, ne? Prišla si takrat na tisti tečaj in tam sem malo pogruntal počasi tvojo zgodbo, ne? Ti si pretekla že koliko maratonov? Približno? 16. 16, ok. Prvi je bil kdaj? Prvi je bil 2011 v Atenah. V Atenah. Koliko časa si se pa pripravljala na prvi maraton? Od kdaj se je začelo? Teč sem začela 2008. 2008. Tako da pol sem pa pač tekla in pa je enkrat prišla želja, da bi malo dalj tekla. Ok. Pa si že začela z željo po maratonu? Ne. Ne, se pravi, razlog, da si začela teči, je bil? Razlog je bil, ko sem padla v luknjo življenja. Ok. In takrat sem pač iskala eno varianto, kako se iz te luknje ven spraviti, po domač povedan. In sem obula copate in sem šla v naravo. To sicer tudi velikokrat delam, ampak takrat sem šla prav z razlogom, da gremo doma, ker za moje takratno razpoloženje pravzaprav sem to rabila, no, da niso doma tega preveč čutili oziroma da nisem na njih stresala vso jezo, vso nemoč in vse tisto, kar je pač takrat bilo, ki me je preplavilo. Tako da takrat sem začela teči po gozdu, v naravi in tako. Potem pa naenkrat nisem vedela, kam naj še grem, zato da bom ta prav čas prišla nazaj, da ne bo ali predolgo, ali da se ne bom kje izgubila, ali pač, ne vem, take smešne težave se mi zdaj zdijo. In sem se priključila pač eni skupini tekačev in tako se je začelo. Ful dobro. Mi lahko poveš več o tej luknji? Kaj je bila ta luknja življenja? Ta luknja je bila, da sem pri 50 letih ostala brez zaposlitve, da sem pristala na borzi dela
polna energije, polna znanja, polna želje, da pač naprej delam to, kar obvladam. Ampak takrat so bile te zgodbe, ko so se podjetja zapirala. In jaz imam pa še eno značilnost, da v bistvu da ne priznavam avtoritete iz položaja. In s tem so imeli velike težave, pač ljudje, ki so bili recimo ne vem, direktor, ki je bil edini nad mano, ne. Tako da sem pravzaprav je bil en tak splet okoliščin, no, da sem bila ob službo, da sem bila na tem, da iščem ob 2 odraslih otrocih, pravzaprav tako, kot sem rekla, z energijo, z željo, da nadaljujem, da pač delam tisto, kar me veseli, tisto, kar znam. Ampak potem se je nabral, ne vem, za en fascikel vlog, ker jaz sem tako malo nagnjena k temu, da malo pač rada beležim, pa tako zgodovino si ustvarjam osebno in tako, no, sicer to sem pol, nimam več tega, ne rabim več. Ampak bil je en fascikel teh vlog in zavrnitev in vsega tega, no. Tako da ni bilo prijetno obdobje, ga bom z veseljem pozabila. Oziroma sem ga z veseljem pozabila, zdajle ga brskam nazaj. Tako da takrat sem začela teči. V bistvu, vseeno ti je to obdobje pustilo vsaj ta tek, ker zaradi te luknje si dejansko do tega prišla, če prav razumem. Ja, tek je bil nekaj, kar jaz nisem počela. Recimo, jaz sem že kot majhna deklica sem bila na smučeh že pri 4 letih in tako da vedno me je spremljal v športu. Brez športa si jaz ne predstavljam svojega življenja. Mislim, športa v naravi, a ne. Ampak tek pa res ni bil nikoli moja izbira, tako da takrat je bilo pa to najbolj enostavno, ne. Tek je pač ena taka dejavnost, da ni potrebno opreme. Tisto, kar imaš doma, pač obuješ, oblečeš in greš. Kaj pa, zdaj, ti si pred to izgubo službe si bila podjetnica? Najprej... Ne. Ne? Pred to izgubo službe sem jaz bila pač v različnih kolektivih. Vse življenje delam v komerciali, oziroma v prodaji pravzaprav, v iskanju novih strank. Tako da to sem počela, no. Tako da to sem delala. Potem sem pa, čakaj, je bila drugačna, saj zdaj ne vem, kakšna je bila časovnica, pa pravzaprav se ni pomembno. Bila sem pa tudi podjetnica, ja, od leta 91, 14 let. Pa sem pa tudi pustila. Jaz se po moje, da je bilo to tako, ja. Se pravi, najprej firma, pa zaprla, pol si šla se malo zaposliti in pol je prišlo do te izgube neke pomembne službe. Ja. Okay. Kako si se počutila takrat, ko je prišlo do te izgube službe? Najbolj močen občutek je bila jeza. Jeza do koga, na kaj? Pa pač na tem, da ne vidijo, da bi jaz rada delala, pa da znam delati to, kar počnem in da to dobro počnem. Potem jeza nad dejstvom, da je družbeno prepričanje, da si pač pri teh letih, ko sem jih imela takrat, pri 50-ih, a ne, da si pač nisi več primeren za nove izzive ali pa sploh pač a ne razmišljate že, gospa, da mogoče pa ni, a ne. Da počakate tlele na zavodu pa na en tak tisto obdobje pol, ke vas čaka. Tako da to me je res jezilo. Res tako. Najprej je bila tako ena taka mešanca je bila pravzaprav vsega skupaj. Jeze, žalosti, nemoči, tako da težko zdaj rečem, kaj. Ampak prevladovala je pa jeza, ja. In to jezo sem želela jaz pač ven spraviti iz sebe, ne. Ker jeza ni, mislim, ja, je v redu čustvo, je prav, da jo izrazimo, da vemo, da je jeza. Ampak da je pa to pač nekako jo je treba, nekam jo je treba skanalizirati, no. Da si potem lahko spet fokusiran na tisto, kar pravzaprav želiš.
naprej. Kaj si pa počela pred tekom? Se pravi, kako si se s to jezo soočala, preden si začela teči? Sploh se ne spomnim, da bi bila kdaj jezna. Aha, ok. Se pravi, si zdaj to zabrisala, ta spomin, ali... A po moje, ja. Aha, ok. Ja, tako malo naizvedem stvari včasih. A ni zanimivo, kako ljudje imamo ta spomin, ne? Ja. Kadar smo v trenutku, vidimo samo slabo. Ko pa pogledamo zgodovino za nazaj, se pa spomnimo predvsem dobrih stvari. Ja, jaz absolutno, ja. Ja, jaz to zelo značilen zame. Ja. Ko predelam slabe trenutke, slaba obdobja, jih ni več. Ful dobro. Kaj bi bil pa tvoj največji nauk te luknje, ki si ga potegnila ven? Kaj si se takrat naučila, recimo? Ja, dobro vprašanje. Kaj sem se naučila? Ja, to, kar sem že skozi vedela, da pač zaupati vase, zaupati v to, kar želim, pa hočem, da je potem moja pot, da je to ta prava pot in da bo prišlo pač, da enkrat bom z vztrajnostjo, ker to pa je, tudi pri športnikih je to ena taka značilnost, a ne, ki mi je tudi pomagala pri tem, da pač vztrajnost in to vera, da nekako bo ena priložnost bo prišla. Nekako to sem vedno globoko v sebi sem čutila, da to ni to, kar mi je ti svetovalec na zavodu rekel, a ne. Da pač da bo težko, gospa, veste, tako pri vaših letih že tako so, veliko mlajših je tudi, ne, so brez službe, tako da mislim sem mu povedala par svojih, no, tako. Pa misliš, da ti je to rekel zato, da ne boš imela previsoka upanja, ali da te zaščiti, ali ker mu dejansko ni mar, kakšen... Ne, jaz mislim, da je bil rosno mlad, bil mladenič, ko se je trudil, da bi me potolažil, sem imela občutek, a ne, ampak če meni nekdo reče, da nekaj ne morem, a ne, to je Okay. to je počakaj ti mene, pa me glej, kako bom jaz to mogla brez tebe. V bistvu ti dal motivacijo na nek način celo s tem. Pa ne bi rekla, da mi je on dal motivacijo. Motiv sem imela zelo močen in zelo jasen, ampak tako res mislim, na kakšnem delovnem mestu si ti pravzaprav na napačnem delovnem mestu so, no. Tisto mi je bilo tako ena taka, ne, ni mi dal dodatnega motiva, mogoče samo malo dodatne jeze. Razumem. Koliko časa je trajalo to, da si ti potem iskala sebe v tej luknji pa naslednjo zaposlitev? Ja, v bistvu je bilo to dobre pol leta, mislim, da je bilo 8 mesecev, ne, mogoče jih je bilo 9. Vsekakor dosti manj kot 1 leto, no. Okay. Ta zadnjo zavrnitev, ki sem jo dobila, sem tako sedela kot midva zdajle, ne, in bila je tam ena dama, ki je rekla, da pač je imela nalogo, da mi pove, da žal, a ne, nisem prišla pač v končnem izboru, ker sva samo še 2 bili, a ne. In pa sem jaz sedela, sem rekla, sem je prav lepo prosila, če mi pove pravi vzrok. Potem sem je tako zbegala s tem vprašanjem, pa s tem, ker sem pač tam sedela, ker ona se je v bistvu poslovila že od mene, a ne. In pa sem jaz sedela in sem jo gledala in sem si rekla, pa zdaj mi boš pa povedala tako pri sebi, a ne, da vidim, a zmoreš povedati pravi razlog, zakaj, da jaz vidim, pri čem sem, ker vem, pač čez vsa tista sita sem šla, vse je bilo v redu, vse je bilo super, zakaj jaz nisem izbrana, ne. No, in pol je malo zardevala, pa tako ni vedela, kako bi si pomagala iz te situacije, tako res je bilo neprijetno. In je pa rekla, veste, gospa, preveč let imate, a ne, imamo eno veliko mlajšo, smo izbrali eno veliko mlajšo gospo, tako da
In pa sem šla, sem rekla, ok, zdaj nima smisla več jaz to naprej iskati, pa to tudi ni, ne vem, take ponudbe v Sloveniji prav tisto, kar sem jaz želela delati, pa kar znam delati, pa tako. In pa sem začela teči in sem rekla, evo, kozmos bo že zame poskrbel. Tako prav tisto. Pa, lej, kar sem naredila, zdaj. Pravzaprav se jaz tega takrat nisem zavedala, to sem pol z enimi ostalimi znanji in tako sem prišla do tega, da sem jaz že takrat v to verjela. Ker enostavno nisem vedela, kam naj se še prijavim. Sem se posod prijavila. No in pol je res je prišlo, res je vesolje poskrbelo zame, no, tako. Dobro, Ja. bo prišla še do tega. Kaj pa doma? Kakšno je bilo doma mnenje pri otrocih, pri možu? So te podpirali, da iščeš dalje? So ti rekli, pedi v penzijo? Kaj so tam? Absolutno so me podpirali. Okay. Ja, tako da bilo je za njih težavno obdobje, sigurno. Ampak ja, so mi stali ob strani in pol po koncu tega obdobja, par let po tistem, mi je bilo ena taka velika reč, ki je rekla hčerka, rekla, veš, na način, kako ti odreagiraš, ko padeš stopnico 2, 3, po karierni poti, je to največ, kar sem se jaz lahko naučila od tebe. Tako da mislim, to mi je bilo tisto v redu. Naredila sem svoje delo in otroci imajo dobro popotnico in vzgled v tem, da pač se zgodi v življenju, tako kot sem rekla, da padeš v luknjo, da pač se stopiš za par stopnic, ampak to nikakor ni razlog, da se ustaviš ali celo obupaš. Ne, to je motiv za iti naprej, začeti znova. Moram pa reči, da so recimo znanci, pa tako okolica, pa niso imeli prav tako, se jim je zdelo pa čudno, no? Zakaj jaz pri teh letih, ki bi pravzaprav bilo čisto vseeno, če pa tudi neham, zakaj pa bi še, tako da to prepričanje okolice je zelo zanimiva stvar, no. S tem sem se pol čez leta začela ukvarjati. Tako da, ja. Ful zanimivo. Koliko so bili takrat otroci stari, približno? Hčerka je bila sred fakultete, sin tudi. Okay. Sta samo 13 mesecev razlike, tako da sta skupaj. V bistvu mi je bilo to dejansko v pravem času prava popotnica. Se mi zdi, da takrat se ljudje res iščemo v teh časih. Ja. In je, če se naučimo te vztrajnosti, to ful pomaga. Sta danes vztrajna človeka? Sta, ful dobro. Zelo uspešna, zelo sem ponosna na njiju. Kje si pa ti dobila to vztrajnost? Kje si se ti to priučila? Pa tudi prej si omenila še ta, da ne maraš avtoritete. Te dve lastnosti, kje si to? Ne, da ne maram avtoritete. Okay. Da ne sprejemaš avtoritete iz pozicije, no tako? Ja. Te dve lastnosti, kje si jih ti dobila? Te sta v meni že, kar se spomnim zase. Ne vem, sem že kot otrok, so imeli kar malo težave z mano, z vzgojo. Ti nisi edinka, verjetno. Ne? Sem. Edinka si bila? Okay. In si se upirala. Kaj ti to pomenilo v otroštvu? Kaj ti je to prineslo, ali dobrega, ali pa ne? Kaj mi je prineslo? Pa, da so me upoštevali. Se mi zdi, da si vsak otrok želi biti sprejet kot otrok, pod prvo, ampak tudi, da se mu dovoli, da je to, kar je. Da ne pomeni, da je ali trmast, ali pa da mora biti priden. Mislim, te besede res ne uporabljam, ampak tako da to. Hvala, se strinjava. To je beseda, ki ne obstaja v mojem besedišču. Tudi jo je nemogoče prevesti v druge jezike.
Ja, good boy, good girl. Ja, Angleško, ampak ne. ni isto. Ne? Ne. Kako si ti razlagaš besedo priden, da mogoče damo malo publiki še ta pogled? Predvsem to, da si čist brezizrazen, da vem, sploh ne morem razmišljati o te besede, ki me tako trapasta. Ampak ja, nič ne pove. A ne, če ti rečeš otroku, zelo si bila pridna, kaj zdaj to pomeni? Kaj pa daš namesto tega? Pohvalo za tisto stvar ali pa pač za nekaj, kar v tistem trenutku obstaja. Ne vem, lepo si to narisala. Recimo, ne vem. Zelo lepo si to povedala. Všeč mi je, kako karkoli že pač. Nekaj konkretnega, da otrok ve. A ne. Ponosna sem nate, ker si bila lahko 10 minut tih, ker sva se prej zmenile, da je pač to pomembno. Mislim, da se zmišljujem. Ja, ampak to so realne situacije, Ja. s katerimi se starši soočamo non-stop. Ja. Jaz vem, jaz sem tudi to besedo sva dala z ženo ven in se kar dobro drživa. Mislim, da nisva niti enkrat uporabljala, razen kdaj sva se med nama hecala, ne, danes je pa priden, pa dava v narekovaje. Ne. Ampak vidim pa, da imamo težave z drugimi znanci, prijatelji. Eni so naj že nagruntali, smo jim že prevečkrat zatežili, ne. Eni pa kar se ne morejo rešiti te besede. Ja, zelo je prisotna, se strinjam. Zelo. Sploh v šoli je bilo tako, ne? Če ne boš pridni, če ne boste pridni, mislim tako, da ti grejo kar ne vem, kurja pot po koži. Pa si imela kdaj v otroštvu kakšne težave zaradi tega? Ker nisi bila pridna, ampak ker si se upirala. Beseda pridna sem zdaj v zadnjem obdobju sem jo odkrila, da izhaja iz ene moje travme, no? Ampak o tem pa ne bi. Ok, razumem, čisto. Ker sploh nisem vedela do enega leta, 2 let nazaj. Ti kar veliko delaš na sebi, ne? Ja. Ja? Na kakšne načine največ? Zelo tako pravzaprav že celo življenje zelo intuitivno se odločam. A ne? Sem s tem, da prej to jaz nisem vedela, da je to tako. Se pravi, da res poslušam sebe, kaj je zame v redu, ne poslušam okolice, ker to sva že prej. Če mi nekdo reče, da nekaj ni zame, ne, to je potem to zame tisti gumb, ki me pa pritisne k temu, da seveda je zame. A ne. Čakaj, kaj si me vprašal? Na kakšne načine delaš na sebi? Se pravi, na kakšne načine ti odkrivaš svoje travme, na kakšne načine jih razrešuješ, kje se učiš, kako se učiš? Šolo življenja. Šolo življenja, ja. Šolo življenja, kar sprota, ne, tako kot vsi. Ampak nekako so se mi prepletle poti z Avstralci. 5 let nazaj za Intuition Wisdom Institutom. In tam sem našla ene tehnike, orodja, kako od sebe spraviti vse tiste sloje identitet, ki si jih navlečemo v naših življenjih, v našem življenju. A ne. Eno od najtežjih vprašanj, ki smo jih tam skupaj predelovali, ko smo pač šli skozi ta proces poznavanja teh orodij in teh tehnik. Odgovor na vprašanje, kdo sem. A ne, in ti šok, se res. A ne, in potem je tisti običajni odgovor, sem podjetnica, sem mama, sem to. A ne. Ja, to je tvoja vloga v življenju. A ne. Kdo si pa ti? A ne. In to je eno tako, to je bilo eno od recimo enih takih vprašanj, ki res malo sapo zajameš pa rečeš, ups. A ne. Tako da ja, jaz sem Leja. To je odgovor?
Sem ženska. Okay. Sem ženska, ime mi je Leja. Imam veliko strasti, imam veliko poslanstev in imam veliko vlog. Kako ti je pa to vprašanje in odgovor spremenilo tvoje življenje? Precej. Primer. Lažje postavljam meje drugim. Pravzaprav ne, da jih ne bi znala prej postavljati, ampak bolj mehko stvari zdaj se mi dogajajo, no, pri teh nejih. Niso več taki brezkompromisni, a ne, ker življenje je pač, se prepletajo stvari, a ne. Enkrat tako kot tle, so sivine vseh odtenkih, a ne. Tako da, ja, ena taka sprejemanje teh različnosti, tudi v sebi, a ne, vseh ostalih okrog. To. No, sem odgovorila na vprašanje. Ni pričakovanega odgovora. Okay. Kar rečeš, je okej, je tvoja resnica. In glih tukaj dejansko skozi ta podcast želim, da ljudje ugotovimo, da obstaja 100 zgodb, 100 resnic in nič ni narobe kot tako, ne? Dokler spoštujemo tujo mejo. Ja. To je edino, kar je pomembno. Se pravi, se učim zadnje obdobje tudi tega, ne? Da moja pravica se zaključi tam, kjer se tvoja začne na nek način, ne? Torej moja meja se tam zaključi in do te meje je vse okej. Pač sem to, kar sem, dokler ne škodim nobenemu s tem, ne? In zato ni pravega odgovora ali karkoli. Tako da hvala za vse, kar do zdaj deliš. Uporabljaš tudi ta znanja pri teku? Katera znanja? Ta nova intuitivna znanja iz te šole. Ja. Ja? Ja, seveda. Ja, ena značilnost športnikov je, recimo, sploh pa se mi zdi Slovencev, zelo močna tekmovalnost. Mislim, rekreativnih športnikov, da se razumemo. A ne? To smo smo zelo dobri v tej tekmovalnosti in temu, kar je v bistvu mi je všeč, a ne? Sem bila tudi jaz zelo tekmovalna, a ne. Vse te Coubertinove načela, a ne. Hitrejši, močnejši in tako, a ne. Ampak ja. Zdaj, enkrat je v eni knjigi zelo mi jo je podaril Marko Roblek, ki z njimi zdaj tudi velikokrat hodim po svetu pa tečem. Je v svoji knjigi Zagret za tek napisal, da je postal zrel tekač. No, točno to se jaz zdaj počutim, da sem v Tokiu postala letos tako zrel tekač. Kaj pomeni biti zrel tekač? Pa kakšna je predvsem razlika med zrelim tekačem pa karkoli pride pred tem? Ja, jaz osebno to tako gledam, da si ne škoduješ, se pravi, da ne greš preko tega, kar ti telo sporoča. In to je recimo tudi eden od odgovorov, kaj so mi ta znanja dala, ne. Pač, da ne ignoriraš tisto, kar ti telo sporoča, ne. In rekreativni tekači zelo velikokrat ignoriramo ta sporočila in potem so poškodbe, a ne. Jaz imam srečo, imam tako telo, da zelo veliko zmore moje telo, ampak kljub vsemu se meje, a ne. In potem pa še v kombinaciji s tem, da je visok prag prenašanja bolečin in potem ne veš, kje si pravzaprav, a ne. Oziroma sebi točno veš, a ne. Ampak greš preko tega, a ne. Veliko tekačev ima zelo veliko poškodb zaradi tega, a ne. Jaz jih dolga leta nisem imela, sem imela pa zdaj leto pa pol pa kar eno resno poškodbo.
ki je iz akutne prišla v kronično in bilo treba te stvari se drugače lotiti. No. Ti si zdaj pred kratkim zaključila Tokio, predtem si bila pa v Bostonu. Ja. In to je del nekih 6 velikih maratonov po svetu. Res je. Daj malo več povej o tem. Povej celo zgodbo, kako si se tega lotila, kaj se tukaj dogajalo, kaj je teh 6 etap, kaj si se naučila vmes. Ja, ta moja maratonska zgodba je tako se začela kar tako sama od sebe odvijati, ker ti majorsi so bili že vsa leta se videli top 10, top 5 je bilo včasih, ne? Ampak ni bilo pa kakšnih posebnih presežkov v tem, ne? Zdaj, a si jih tekel ali jih nisi, pač jaz sem se odločala, jaz imam rada zgodbice in potem sem se odločala na podlagi tega, kaj mi, ne vem, ali destinacija ali karkoli pač nekaj pomeni, ker rada tudi potujem po svetu. In takrat je bilo to tako, pač ja, ta maraton je bil pa tudi recimo eden od teh top. Potem se je pa z leti se je pa pokazalo, da so se prijave na te cestne maratone so se znižale, te svetovne maratone. In jaz sem prepričana, da so pač po tej statistiki in vse te so pač ljudje, ki se s tem ukvarjajo, so staknili glave skupaj in kaj zdaj, kako spet obuditi, ne? Ker ljudje je pa, dejstvo je to, no, saj pri meni je bilo tudi, pa tudi tako pri tekačih, ki smo si blizu, da pride eno obdobje, ko se nekako zasitiš teh cest in teka po cestah in greš na trejle. In greš spet nazaj v naravo, tam, kjer si pravzaprav začel. Ne. No, in potem so se zmislili, je pač marketinška, psihološka, karkoli že se temu reče, poteza je bila, da ko odtečeš, takrat jih je bilo pa že 6, ne, ta Tokio je bil potem ta dodatek od prejšnjih, ko sem jaz recimo začela maratone teči, pa to še ni bilo nobene zgodbe vzadej. Da potem dobiš pa, ko dokončaš 6 majorsov, da potem te pa pričaka na ciljni črti pač ena posebna medalja, ki je pač ima eno tako obliko, no, sej tukaj. To je tale tukaj. To je tale tukaj in je potem pač vseh 6 teh medalj v tej rožici, ta rozeta in je, mislim, pač tako so mi potem, ko sem jaz imela 4 maratone odtečene, je bilo pol enkrat ena debata, ne, pojmo jih vse odtečta, ne. Ja, no, pa pojmo. Tako da smo potem v Bostonu, smo bili ena ekipa in smo rekli Markotu, tem Robliku, ne, kaj pa, če nam ti zdaj urediš, da mi pridemo do Tokija, ne, kot skupina. No, in smo šli letos. In smo vsi utekli. Ful dobro. Ja. V koliko času si torej zdaj naredila teh 6? V 11 letih. V 11 letih, ok. Svoje to ni treba narediti naenkrat? Ne. Recimo, ne vem, letos je Paula Radcliffe, to je bila, verjetno poznaš, ne poznaš? Ne, sem šel, ne poznam. Pa tebe. Pa Femca. Ok. No, ona je maratonka, ki je imela 16 let maratonski ženski rekord. To je bilo 2 ure 15 pa še nekaj. In 16 let je ta rekord držal. In ona potem se je upokojila tekaško in je po 10 letih si je zaželela, da bi se spet vrnila, tokrat kot rekreativka. In je bila letos pač skupaj z mano in 37,000 ostalimi tekači na tem štartu, a ne. In je utekla svoj prvi majors in ona jih bo utekla v tem letu vse.
a ne. Tako da lahko jih v enem letu tečeš, a ne, ali pa si pač to pot pač malo po svoje, pač stopaš po njej po svoji časovnici. Kako pa izgledajo priprave na en maraton? Jaz, mislim, pri meni, veš, vse v športu, ki sem ga treniral, je bilo, če hočeš odigrati tekmo 90 minut, ti moraš trenirati 120 minut, recimo, ne. Ja. V maratonu verjetno ne treniraš 60 km, ne. Kako izgledajo malo te priprave? Ja, to je zelo individualno, a ne. Okay, kako se ti torej pripraviš? Jaz se pripravljam tako, da 4-krat na teden tečem. Tečem v klubu, domačem klubu, domačem kraju, skupino tekačev, ki so pač, imamo različne razloge, zakaj tečemo, različne želje, kaj želimo doseči, a ne. Pomembno mi pa je, da je zelo tak strukturiran trening, se pravi aeroben pa anaeroben in tudi ta tekaška abeceda je v vsakem treningu, a ne. Se pravi, da dejansko skrbimo za pravilno postavljanje nog pod svoje telo, a ne, to je zelo pomembno. Tako da jaz tečem, se pravi, 2-krat na teden v skupino, potem pa enkrat ali pa 2-krat pa še sama, a ne. Ko se pripravljam kako se pripravljam? Celo leto se pripravljam, a ne, ker celo leto tečemo celo leto zunaj, kar mi je tudi izjemno všeč, da sem v takem klubu, da pozimi ostajamo zunaj na štadionu, razen če res zelo, ne vem, dežuje, potem gremo na tribuno, pa tam po tistih štengah gor pa dol skakljamo in tako. Ampak smo skozi zunaj v naravi, a ne. Potem pa malo, od začetka sem se pač posvetovala s trenerjem, bila sem tudi ta prva v našem klubu, ki sem sploh odtekla maraton, tako da je bilo za trenerja nekaj novega, zame sploh, a ne. Tako da, ja, pač je kombinacija različnih tekov, je kombinacija dolgih tekov, je kombinacija teh hitrih piramidnih tekov, intervalnih tekov, tako da odvisno, kakšne imaš cilje, a ne, ali da imaš osebni rekord, a ne, a greš za to, pa potem na ta način treniraš. Tako da to pa se z leti spreminja, no. In kaj je tvoj cilj bil zdaj v Tokiu, recimo? Moj cilj je bil priti čez ciljno črto. Okay. Po poškodbi, po sanaciji poškodbe. Ti je ratalo vsakeč na maratonu priti čez ciljno črto, ali se je kdaj zalomilo kaj? Ne, vsakeč. Vsakeč? Ja. Verjetno jih veliko ne zaključi maratonov. Ja, to je pa tudi res. Kaj pa so ponovno napake teh ljudi, ki jih ne zaključi? Ok, poškodba se zgodi, ampak verjetno so še neke klasične napake tekačev. Največkrat rekreativci prehiter štartajo na vseh tekmah, ker je ta adrenalin, to brizga, to je noro, a ne. Da ostaneš v svojemu pejsu, se pravi, tisto, kar ti zmoreš, a ne. Zato, da je, ne vem, najbolj idealen je, da celo maratonsko progo 42 kilometrov odtečeš enakomerno, a ne, oziroma da si tako porazporediš svoje moči, da nimaš tega, ne vem, maratonskega zidu pri 32 kilometrih, a ne, kar se rekreativcem zelo pogosto zgodi. Kaj pa med tekom razmišljaš? Letos sem razmišljala, mislim, mi je bila ena sama radost, da sploh lahko tečem.
Tako da nisem prav čisto nič razmišljala, razen to, da sem tiste japonske navijačice, ki so bile tam, da so z unimi cofki so vrtele pa plesale, tam so bile ne take skupine, pa mislim, to je res, to je taka euforija. Tako da me je bilo prav tisto, kaj bo pa zdaj naslednja skupina, pa pravzaprav nič tazga, da bi lahko zdaj razložila, da kaj razmišljam. Okay. Ne razmišljam. Letos sem res tista hvaležnost, da tečem. Ker jaz sem pravzaprav šla z eno idejo, ker sem pač to medaljo sem hotela dobiti. Zato, ker to je bilo letošnje leto je zadnje, ker je Major 6, potem je že Sydney, pa je že Cape Town in sem rekla, zdaj ali bom jo letos dobila, ali pa me to več ne zanima, s tem sem pač sem pri sebi uredila, ker je res, mislim, trapaske lahko posod tečem, kjerkoli hočem. Ampak tako sem rekla, v redu, to sem si zaželela, to bom zdaj dobila, pa tudi, če odhodim ta maraton, ker je bilo 7 ur, to je tako zelo velika, ker ta Tokio je malo specifičen, oziroma zelo specifičen. Kaj to pomeni specifičen? Na kakšen način? Predvsem to, da na vse ostale maratone se uvrstiš z kvalifikacijskim časom, se pravi z eno normo, ki je za tvoje leta postavljena. Tako da je v bistvu je to res tisto, kar se mi zdi, da je fino. Tukaj je pa bolj charity run, in je tudi pravzaprav je najmanjši od vseh teh številčno, od vseh teh majorsov, kar se zgrne te množice tekačev. In imajo drugo filozofijo in zato tudi dajo tak 7 ur omejitev. Tako da jaz sem lepo s trenerjem zračunala, da bi lahko odhodila, tako je bil en komentar, ma ti to lahko tudi 3x v 7 urah. Tako da, ampak pa sem pa tekla. Koliko pa je bil tvoj čas? 5 ur 8 minut. Ok, si imela še 2 urce časa. Ja, mislim, to je bilo izjemen, kar se mi je zgodilo. Mislim, tako počas še nikoli nisem tekla, ampak to je bil taka izjemna izjemno je bilo, res. Itak je eden od najljubših prostorov, kjer sem rada, je ciljni prostor maratona, ker tam je taka neverjetna energija in tako, se objemaš z neznanci in mislim, to je. A pride tudi kdaj tvoja družina na te teke? Ne, praviloma ne. Okay. Sem pa recimo Amsterdam, to je bil moj drugi maraton, ki sem ga tekla po Atenah, je bilo pa tako, da sem jaz tekla maraton, hčerka pa njen fant takrat sta pa tekla polmaraton. Tako da je bila ena res taka družinska zgodba. Mož je pa z eno torbo tekel okrog, da nas je lovil in je na koncu imel 16 kilometrov, ki je hotel vse videti. Ker mi smo nekako smo razumeli, da bomo istočasno štartali, potem se pa pač razdelijo polmaratonci pa maratonci, pa ni bilo tako. Je bilo pač drugače in on je imel potem izziv, kako zdaj biti nekje, da bi vse to pogledal, kar si je zaželel. Zanimivo. Ja, tako da je bilo. To je bil edin, recimo, ko smo bili, recimo, hčerka pa mož. Drugače sem pa v glavnem sem pa sama, pa s tekaškimi prijatelji. Zdaj noben v družini drugi ne teče maratonov ali pa vse neredno? Ne. Nameravaš ostati v tem še naprej? Ja. Imaš že kakšen nov cilj glede maratonov? Jaz sem prijavljena. Kam pa? Če ni skrivnost? Reykjavik. Tam bo hladno. Ja, avgusta. Ok, da. Takrat je še najbolj toplo, verjetno, ne? Ja, pa sej ni pomemben. To je ena od športov, ki to res ni pomemben. Ne leten čas, ne
Mislim, vseeno tukaj je pomembno, ne, ker veva, Sean, ko je šel na Antarktiko, ali Arktiko, vedno pozabim, tam moraš paziti, da se ne spotiš, recimo, ker je toliko mrzlo. Ja. No, on je šel res v ekstreme. Ja, ja. sprej so še vedno neke omejitve. Ja. Se strinjam, ja, seveda. Ampak tako načeloma pa za take običajne rekreativce je pa to ena taka športna dejavnost, ki jo res lahko kjerkoli, kadarkoli, kjerkoli leten čas lahko delaš, ne, lahko tečeš. Kolikrat se ti pa je na samem maratonu zgodilo, da bi najrajši nehala tisti tek ali pa karkoli? A samo enkrat se mi je zgodilo. Okay. Ja. Je bilo kaj posebnega? Pa še to sem pozabila, pa me je potem enkrat mož spomnil. Ja, pa a veš, se spomniš, sem rekla, vse res. No, to je tista, ne, ker recimo te stvari jaz to pol kar brišem. Okay. Radenci so bili taki. Radenci so bili taki, ker moje telo ni bilo pripravljeno na tisto vročino takrat v maju. In sem dvakrat tako malko kar skrb zlezla. Ker je bilo 3 dni prej je skozi deževal, potem je bila pa vročina, in potem je bilo soparno v tisti kotlini in jaz tega jaz praviloma sploh se ne pozanimam, ne kakšna je proga, ne kakšne so značilnosti. Tako malo, ko so včasih rekli, grlom v jagode. Ali kako že, ne, nekaj tasga in izreke. No, in me je tam pokusil, dejansko, tako fizično me je pokusila, ne. Tako da jaz se ne spomnim, mož je šel takrat s kolesom, ko se je dal, to je eden redkih maratonov, ko lahko imaš spremljevalca. No, in je bil on takrat na kolesu, pa je malo kruzal tam gor pa dol, pa tako, no, tako da je bil zraven takrat, ko sem se jaz, ko sem iz tistega gozdička, ko sem ven pretekla, pa je bilo spet vroče in nisem mogla naprej, ne. Takrat sem menda rekla, nikoli več ne grem na maraton. Jaz se ne spomnim tega, tako da zame to ne obstaja. Ampak me je spomnil, da sem rekla. Jaz še dobro, da ne veš, tako si ustrajala naprej. Da, ja. Lušno. Kaj bi ljudem, ki danes recimo začenjajo s tekom, kaj bi bil en takšen nasvet, kaj naj se pazijo, pa kaj naj prva stvar, ki jo morajo naštudirati pri sebi? Prva stvar zagotovo je se vključiti v eno tekaško skupino in izboljšati svoje gibanje. Zato, ker pač tek je ena taka dejavnost, ki jo pač vsi znamo, obvladamo in mislimo, da jo obvladamo super, a ne. Je pa daleč od resnice. In ko prideš v skupino, kjer te vodi trener, ki je pravzaprav on tudi, ko ga gledaš, kako on teče, a ne. In ko pač ko je trening sestavljen iz pravih vaj, potem tudi ti izboljšaš svoj tek, svojo pozo telesa, tako da to bi svetovala, no. Drugače pravzaprav lahko tečeš sam, brez kakršnihkoli nasvetov. Ampak če pa želiš na maraton, pa če želiš maraton preteči tako, da brez poškodb in brez tega tekaškega zidu, ker tega tekaškega zidu jaz tudi ne poznam, ker radenci niso bili tekaški zid, radenci so bili vse, a ne, kar je najslabše, kar se ti lahko zgodi. Je pa, mislim, absolutno pa verjetno tudi nisem bila natrenirana zadosti, ne, da se to zgodi, to je pa dejstvo. Ampak ja, to, da imaš eno tekaško podporo, ki te usmerja, da veš, katere vaje, kakšen tek, kako na kakšen način izboljšaš vrtenje svojih nog. Pa bi rekla, da zdaj večina ima neko intuitivno znanje o teku, ali večina ne zna. Ker vidimo ogromno tekačev, ne, po Ljubljani, po ulicah pa tako dalje.
ko jih vidiš, bolj pravo ali bolj narobe? Ja, veliko tekačem se zgodi, da jih prelomi v pasu, ne? In to je tista tipična stvar, ko bom rekla, treninga, ki ni trening, ne? V tem smislu, da ti pomaga do pravilnega teka. Ne? Tako da jaz se spomnim na vseh maratonih, kar sem jih do zdaj odtekla, vidiš množice tekačev, ki se sploh ne more več zdravnati. Ne? Res tako boleče je, ne? In tudi boleči izraz na obrazu. Tako. A to je potem neka trajna poškodba? Ne, to okay. pač ne zmore telo, ne? Pač se sede, se ti boki dol padajo, ne? Se temu reče. Svedi, da še nisem tekel toliko življenja. Jaz za čase, ko sem še treniral nogomet, recimo po mojem bila 10 km, tako neka najdaljša proga. Mislim, da se je trening dobesedno sem rekel, sam kroge tečete. Pa štejemo, koliko ste jih naredili. Je pa res, da mi takrat v Piranu sem treniral in tam ni bilo proge okoli. To si šel okoli zastavice, pa si malo grufal po vse, tako da nismo natančno toliko naredili. Jaz sem za vsakemu, ki se odloči, da steče, ga spodbujam in sem vesela za vsak kilometer, ki ga naredi. 10 kilometrov je velika razdalja. Tako da to so osebne zmage. Zato sem te tudi prej vprašal, kaj razmišljaš, ko tečeš, ker jaz vem, ko smo igrali tekme, to je 90 minut, jaz sem sam sebi pel vmes. In kadar sem si pel, sem bil ful bolj sproščen in je telo delalo dosti bolj intuitivno, pa rečemo boljše poteze. Ko si nisem, je bilo telo dostikrat napeto in sem odigral slabše tekme. In meni to ne vem, zakaj, to sem avtomatsko delal. Zato sem te vprašal, a imaš tudi ti kakšen 3x42 km, je toliko več kot 90 minut tekme. Ja. In sigurno vmes misli bežijo, marsikam. Čeprav tebi verjamem, da ti rata tudi od čisti sklopiti. Ja, jaz imam kar malo v eno stanje meditacije padem. Tako. Telo dela avtomatično. Jaz imam pa včasih občutek, kot da sem nekje tako, a veš, kot da bi se mal gledal do zunaj. To se mi tudi velikrat zgodi. No? Je pa res, da je vsak maraton svoja zgodba. A ne? Zdaj, imaš kakšno zanimivo zgodbo iz kakšnega maratona? To, da je bila drugačna? Okay. Ja, pravzaprav iz prvega. Ja? V Atenah. V Atenah sem šla res prvo, in se spomnim, sem bila tudi prehlajena. Ampak sem že takrat se rekla, da pač tam bojo bogovi že zame poskrbeli. Pa nisem daleč od tega, da bi v to verjela, ampak tako nekako v tiste mistične Atene sem šla in pa tudi tam vem, sem rekla, tam se bomo sprehajali po tej Akropoli in vse ta zgodovina in to bo kar vse zginalo. Ne? No in res je zginalo. Ampak zgodba pa je, da sva tam z eno kolegico, tekaško, ona je bila tudi prvič, je bil tudi njen prvi maraton in ko se mi peljemo iz Aten na maratonsko polje z avtobusom, tako zjutraj je bilo, mislim, da je bila 4:30 ali nekaj tasga, res zgodaj, tema je bila, to je bilo en dan po mojem rojstnem dnevu, pa prav ona gleda ven, pa prav tisto temo, a ti vidiš, kje se mi peljemo? Sem rekla, kako to misliš? Je rekla, ja, dol se peljemo. Sem rekla, ja, in? Rekla, to pomeni, da bomo šli gor teči. Ker Atene niso tako, mislim, ti maratoni so v glavnem tako, da pač ne delaš krogov, tako kot recimo v Ljubljani, ker sta 2 kroga, ne, ampak je pač je ali je krog, ali je pač ena črta, tako kot je bila iz maratonskega polja pa do Aten, do Panathinaikosa. In sem rekla, pa res. No in ko smo prišli mi
tja na Maratonsko polje, je bilo, to je bilo, to je bil tak, zimsko vreme je bilo, no? Najstarejši Atenci se ne spomnijo, da bi to se kdaj zgodilo. Je bilo, prejšnji dan je bilo 25 stopinj, ko smo se sprehajali, čez noč je prišla ena taka res huda fronta, je bilo 4 stopinje zjutraj. Pa veter, pa dež. Tako da mene je tam prestavili na enem mostičku, šli smo v eno cirkuco, tam je bil zavetje, da nismo bili na tistem mrazu, vetru in tako. No, ampak na štartu sva rekli srečno, ne, pa se potem dobivam. Potem sva vseh 42 km skupaj tekli. To je bilo tako nekaj izjemnega, to se mi nikoli ni potem več ponovila, ne. In to je tisto, kar je pri maratonu tako, saj jaz tako doživljam, pa tudi ostali tekači, ta podpora, ne. Sicer midve sva se poznale, ampak tudi sicer, kako te ostali tekači spodbujajo, ne. Tako da sva potem na Panathinaikos, ko sva pretekle, pa tista preproga, ki so jo dali, pa vem, da sva z roko v rok pretekle in mislim, tako res tisto solze sreče in vsega. Zakaj si pa Atene izbrala za prvo? Zaradi maratona? Ja, tam se vse skupaj začela. Aha, ok, dejansko bi to razlog. Ja, sem rekla, zdaj, če mi je za umreti, ne, pa bom tako kot Filipides, pa bom pač tam tle umrla, ne, tako simbolično. Bo to in ne bom šla nikoli na nobenega več, ne, ali pa pač grem tam, ko se je zgodba začela, no. Kaj pa, ko zaključiš maraton, a so občutki vsakeč enaki, ali se kaj spreminjajo zdaj skozi število maratonov? Zelo so si podobni. Ta neskončna hvaležnost, da lahko tečem, da ne vem, to je taka eksplozija čustev in je vsakič drugačna, ampak dejansko vsakič zelo močna in zelo, zelo enaka. Ful lepo. Da ne bova čist spustila zgodbe še odprej. Odprla si, da si izgubila službo, da si pol začela teči, ne? A se je kaj zgodilo s to službo potem, da ne bodo gledalci tukaj? A danes ima službo, nima službe? Povej še malo o tem. Ja. Takrat je bil en telefonski klic iz Nemčije, če sem pripravljena na sodelovanje. Jaz sem bila takrat na borzi, ne? In sem rekla, ja, načeloma sem. In so mi ponudili sodelovanje, šla sem v Nemčijo na pogovor, kako. Oni so si pač drug sistem so si zamislili, jaz tistega sistema pravzaprav nisem bila čistko, ni mi bil najbolj po meri, no. In sem rekla, sej, bom povedala, kakšne imam jaz pričakovanja, pa bomo pa videli, kako lahko. No, in so se strinjali, da malo prilagodijo. Tako da zdaj letos je 17 let, kar sodelujemo. In sem tako. Takrat so me povabili, da pomagam pri prepoznavnosti blagovne znamke in pri izboljšanju pač prodajnih rezultatov, da zgradim mrežo distributerjev, in to sem naredila in vsako leto rastemo z rezultati tudi v obdobju suhih krav. In na to sem izjemno ponosna, na ekipo, ki sem jo postavila, in na rezultate, ki jih imamo. Ful dobro. Kako ti pa uspe pri takšnem delu, pa družini, pa verjetno prijatelji, hobi, še druge stvari, sploh vzdrževati ta tek? Kam umestiš to vse skupaj? Zelo sem zorganizirana, Okay. Kar imajo Nemci radi, a ne? In vsi imamo 24 ur na dan,
Tako da z lahkoto, no, z lahkoto. Ker so to v bistvu moje strasti in potem ne poznam tistega, ne vem, tistega Leerlaufa, ko se temu reče po slovenski. Ne vem. Tistega prostega teka, ki ne veš, kam bi Aha. sam s sabo ali nekako v tem smislu. No. Tudi če je, ne vem, po moje, da ga nimam. No. Tako da zelo rada sem aktivna. No. Mislim, ampak okay, preživiš čas, ne vem, da gledaš kakšen film, serijo. Televizije ne gledam. Okay. Že nekaj let ne, sem se odločila, da negativnih novic, da me bojo že dosegle takrat, kaj treba. In tudi me vedno, a ne, mislim, ni problem. Če ne drugače pa v avtu, tam si pa vedno dam prvi program in tam sem pa Na čisto za tekočem. dosta doza vsega. Kaj si me vprašal? Sej, zdaj moram še jaz, ker sem tako padel v te novice. Da, ne zbrej, kaj pa, a imaš kakšno to razvado, ki pa Ja, rada Ni. hodim rada gledam filme, rada Okej. hodim v kino, kar je zdaj to kar posebej izziv, ker se zapirajo te kinematografi, ki so meni všeč. Tako da, če grem v Kinodvor, ki je edin tukaj v Ljubljani, ki je edin, ki ne ješ kokic, pa ne piješ ne vem, česarkoli in ne smrdi po hrani in potem, mislim, ja, pač to je tako. Včasih, ko je bila naša družina, moja družina še mlada, so obstajali te, kaj so že bili, filmske bonmaji. In tam smo hodili vsi štirje, tudi otroka, ko sta bila še v osnovni šoli. In to je bilo res isto, velika kinodvorana, tišina, tam tako se potopiš v svet filma in tistega, kar pač režiser želi predstaviti. In to mi je bil zmeraj tako tak film, knjige. To mi je. Dobro. Tako, veš, ko te poznam, pa ko se zdaj tudi pogovarjava, zelo sproščena oseba si. A to meni, da nimaš skrbi, ali da se znaš z njimi soočati? To drugo. Drugo. Je tukaj kakšen trik, kakšen nasvet, ki bi ga dala, ker današnji svet pač vedno več stresa, vedno več izgorelosti, vedno več vseh teh negativnih vzorcev, ki jih pač imamo ljudje. Ne? Kako ti uspe v tem svetu ohraniti to mirnost, to spokojnost? Prej, kaj bi rekel, da so tvoji triki ali pa načini? Predvsem to, da se poslušam in tudi to svetujem vsem ostalim, da pač poslušajo ti svoj notranji glasek, ki ga vsi imamo, pa smo ga z leti pozabili poslušati ali pa smo ga pač ga frcneš takole zraven. Ker slej ko prej pride bumerang in te butne in se ti zgodi življenje. Vsem se zgodi življenje, a ne? In če predolgo časa to ignoriraš, plačaš ceno s stresi in z vsem tem, kar si omenil. Tako da, ja, poslušati sebe, delati tisto, kar v resnici si želimo, oziroma izbire, ki jih imamo, ne moreš zmeraj delati tistega, kar želimo, jasno, da ne, a ne, zaradi različnih razlogov, ampak govorimo o tem, da ne delaš škodo sebi, a ne, da ne pristajaš na kompromise tam, ki ni prostor za kompromise, a ne, da veš, kaj je za tebe tista prava odločitev v tem trenutku, da nisi po tem hrčku enem v tisti kletki in vrtiš, ampak da se včasih vprašaš tudi za vsako najmanjšo stvar, ki jo v tistem dnevu delaš, a je to res tisto, kar želim. Recimo,
tako čist banalne stvari. Zjutraj vstanem, a ne, in grem takoj neki, ne vem, jaz grem žvrklat olje. A je to zobno olje, a ne, za ta detoks in za razstrupitev. A je to res tisto, kar hočem, ali je to zdaj moja navada, ki zdaj jo kar nekaj furam, pa ne vem, zakaj jo. A je res tisti zajtrk, ki ga pojem, je res to, kar hočem, a pravzaprav sploh nisem lačna, pa bilo vseeno, če ne bi pojedla zajtrka. A moram zdaj vstati, a je vseeno, če 3 minute vstanem v postelji, pa ne vem, naredim, ne vem, par strečingov v postelji. Hočem reči, da v vsakem trenutku se lahko odločamo, ne, če se vprašamo sploh. Torej vprašanja so ključ. Ja. Okay. Ne. To se mi zdi, da je ena taka dobra pot k eni kvaliteti življenja, ki te pomirja. Ne. Ker recimo, da v vsakem trenutku najdeš nekaj, kar te izpolnjuje, kar te pomirja, kar te napolni z energijo, da lahko delaš stvari, ki so malo bolj tečne, recimo. A ne. Vedno pridejo tečne stvari. Absolutno. Ja. Fulušno. Koliko pa se danes ukvarjaš še z otroci, verjetno vnuki? Na kakšen način to počneš, koliko daš temu časa? Ja, jaz sem taka babica, recimo, a ne, moja generacija praktično eno prijateljico manj, ki je še aktivna, drugače so pač vsi že srečni v svojem tem penzionu, ali kako se že temu reči. Boš vedela, ko boš čez 30 let tam. Sem rada z vnuki, 4 vnuke imam, tako da zdaj so stari 7, 8, 9, 10 let. Oh, wow. Ja. Tako da se vključujem s temi pri pomoči s to dnevno logistiko, ker je to kar izziv za starše, ker vse te izvenšolske dejavnosti so zelo zgodaj popoldne. Službe zdaj že zdavnaj niso več od 7 do 3 ali pa takrat, ko so bili moji starši od 6 do 2, a ne. Ampak je to čist nekaj drugega, tako da to se vključujem, tako da imam to možnost, da prilagodim svoje obveznosti temu, da lahko sred dneva določene dneve v tednu pomagam. Res mi je všeč spoznati ljudi kot ti, ker ta proaktivnost, ta pozitiven pristop do življenja, ki ga danes pogrešamo marsikdaj. In v bistvu dokazuješ, da je možno, da ne glede na ovire, da ne glede na okolico, na vse skupaj, pa lahko gremo po svoj poti. In to mi je všeč, da si danes poudarila ta del, da, kar se kar ponavlja zdaj v teh epizodah, da moramo živeti svoje sanje na nek način. Ja. Tako da ja, to spodbujam, to res. In tudi svojim vnukom na ta način tudi delim svoje znanje, sicer ne tako, bolj tako na en tak način, ki ga razumejo, pa z vzorom, pa tako s pogovorom. In tako da mi je všeč, da se znamo pogovarjati, no, to. Ti zdaj še to šolo intuitivno nadaljuješ, ne? Kako si pa na tem področju? Ja, trenutno se spet ukvarjam sama s sabo. Okay. Tako se mi zdi, da sem 3 leta nazaj spet srečala življenje, a ne? Okay. Takrat na karierni poti, zdaj na zasebni, tako da se zdaj kar sama sabo ukvarjam. Sem pa ugotovila, da na teh treningih tekaških, da pravzaprav delim to in v bistvu mentoriram. Kar mi je pa najljubše, da v bistvu je to tisto poslanstvo, ki ga čutim, da pomagam drugim, da najdejo sebe.
da lažje živijo svoje življenje, da se bolj sprejemajo, in to je recimo na enem teku, na enem treningu je to tako spontano je prišlo do tega, v bistvu delam coachinge, ko se mi priključ, ne vem, tekačica, pa začne svojo zgodbo, a ne. In je tako, kot si prej lepo rekel, postavljati prava vprašanja, pa poslušati ljudi, a ne. Brez tega, da včasih je velikrat, ne včasih, velikrat je zadosti samo, da si tam, da rečeš, ne razumem te čisto dobro, ampak sem pa tukaj zate, da te poslušam. Ja, s tem se ful strinjam. To pred leti, ko sem sam tudi šel skozi neko obdobje, ne morem reči depresije, ne, sem gotovil, kako v bistvu takrat nisem rabil na svetu. Ja. Sam biti slišan, Ja. samo da mi nekdo reče, ja, hodot je. Ja, to zelo lepo povedal. Ja, v bistvu takrat ne rabiš na svetu, zato ker rabiš biti slišan, ja. Ja, ker sploh depresija je že takšna, da hočeš se počutiti slabo, to sploh ni da se počutiš slabo, hočeš se in boš našel problem za vsako rešitev. Tako da in je res zanimivo, da takrat ti pa vsi hočejo dati na svet, valjda hočejo dobro, ampak nisi pripravljena, ne, takrat pač trenutek ni pravi, a ne. Absolutno, moraš čez nek proces, da priješ do tega, da želiš. Točno to, a ne. A je kdo kdaj rekel pa, da je zaradi tebe začel teči ali pa šel na maraton? Ja. Ja? Ja, v klubu so vsi. A zdaj so pa kar nekaj dosežili na maraton. Če pa le, lahko pa nisem. Fulara. To pa, ker sem med starejšimi, a ne, v klubu. Fulara. Ja, tako da to je pa fletan, ja. Tako. Lušen je biti vzor, pravzaprav. Ja, tak pozitiven vzor, a ne. Vzor je vzor, ne? Zdaj je pozitiven, negativen. Verjetno, če nekaj smo, mislimo, da smo to v pozitivnem pogledu. Ja, tako si domišljamo. Ne? Ja, se to naša če je to naša resnica in se tem dobro počutimo, bomo rekli, da vzpustimo tudi to. A imaš ti kakšno knjigo, parkrat si imela sicer Marko to knjigo, ampak še bi njegovo svetovala, da ljudje preberejo v življenju, ali imaš kakšno drugo knjigo, ki bi tako res rekla, da ti je ful pomenila v življenju, da bi jo vsakemu svetovala, da jo prebere? Ja, v bistvu imam eno knjigo, zdaj težko rečem, da bi jo vsakemu svetovala. Jaz zelo rada berem, sem verižen bralca, ne. Jaz imam tako pri posli imam tako kupčke knjig, ne, in jih berem. Ampak tako res moja najljubša knjiga še vedno je Pika Nogavička. Wow. Ja. Ne razloži malo, zakaj? To je pa knjiga mojega otroštva in zdela se mi je res taka punca, ki je delala tako, bila je izredno srčna, bila je tako čist nekaj posebenega, pravzaprav je bila samostojna, je bila neodvisna in imela je prijatelje. In to se mi je zdelo res tako top. Ker sem se zelo velikokrat tako zelo počutila tudi sama. In delala je tako, kakor je želela, s tem, da je pač nikoli ni nikomur nič žalega naredila, ravno nasprotno, vsem je pomagala. In to se spomnim takrat v tistih letih, ko sem bila jaz otrok, tako zvezki pa knjige, to so bile svetinje. V knjige se ni smel nič napisati, ali pa recimo, da bi dal knjigo tako narobe, a ne na mizo. Sicer to je še zmeraj ne delam, ki me mota, ne. Ampak hočem reči, bilo je en cel kup stvari, kaj s knjigam je prav, kaj pa ni prav. In jaz sem tisto knjigo
bila je moja, Pika Nogavička v Vili Čira Čara. Jaz sem tisto knjigo pobarvala. Pač vse ilustracije, ki so bile noter, sem jaz pobarvala. Mislim, si sploh ne znaš predstavljati reakcijo, ne, kako je to bilo doma. Knjigo spobarvala, ja, mislim, kako ti to pride na misel, knjigo pobarvala? Ja, vse sem jo lepo pobarvala. A veš, tako. Pika Nogavička je bila pač v tisti rumeni kikelci z oranžnimi kitkami. Tomaž pa Anica sta bila tudi skozi enak lepo pobarvana, Ficko tudi, Kon tudi, Vila Čira Čara tudi, mislim, kaj pa je narobe. Takrat pač niso bile slikance ali pa tako. So bile, ampak so bile zelo redke. Hočem reči, da tako mi je malo spodbudila, ne. Ja. Ja, mislim, da tako sem že v začetku, mislim, da enkrat omenila, vsak otrok si želi biti slišen, razumljen, hkrati pa močen, pa neodvisen. Ne? Mislim, da si lepo povzela, ja. Ja. In zdaj razmišljam, jaz sem tudi Pika Nogavičko doma in za domače branje sem se enkrat odločil, da bom predstavil, kako sem se to piflo na pametne zgodbe in na koncu sem jih naredil predolgo, me je takrat učiteljica celo ustavila, ampak razmišljam in če se ne motim, tudi jaz sem spominjal, da sem malo pobarval tisto. No, bravo. Ker mislim, da je bila tako, kot ena pobarvanka izgledala. V bistvu je bila knjiga, to je bila takole debela knjiga in noter so bile pač ilustracije, niso bile pobarvane, ampak so kar klicali k temu, da jih sem jih pobarvala. Imamo spomino, moram prav poiskati, ko bom šel domov na obalo. Mi boš povedal. Ja. Kaj pa imaš kakšno vajo, orodje, neko praktično znanje, ki bi ga predali zdaj gledalcem, kaj lahko sami naredijo v življenju za imeti boljši dan, boljše jutro, karkoli. Imaš kaj takšnega, kar ti uporabljaš, da ti vsak dan pomaga, ali pa enkrat na teden? Ja, jaz grem v naravo vsak dan. Greš v naravo. Meni je, narava je kaj pa narediš v naravi? Zdaj sem nabiralka. Nabiralka? Ja. Okay. Tudi. Če imaš? Tudi. Zdaj sem že bolj pogumna. Da ni podlesek, ne? Ja, seveda. To je treba paziti. Okay, narava. Kaj pa še ena misel, en citat, ki te v življenju spremlja? Ki ti je takšen res pomemben? Mogoče citat. Mogoče to, da vse v življenju je najprej majhno, potem pa raste, razen težav, ki so v začetku videti velike in potem so skozi manjše. Wow. Ful dober zaključek. Sploh ne bi več mogel nič zdaj spreminjati. Tako da, res ful ti hvala, da si bila tukaj z nami, da si podelila to svojo izkušnjo, to svoje popotovanje. Namreč, mislim, gledalcem želimo res dati uvid v zgodbe ljudi, ki smo dali skozi različne izkušnje. Vsak od nas gre skozi različne težke preizkušnje, za vsakega posameznika težko. Nekomu se lahko zdi druga, tuja težava enostavna, ampak za nas je pa to vedno najtežja stvar na tem svetu in dejansko želim, da s temi zgodbami pomagamo posameznikom, da dobijo upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Tako da res hvala, da si bila z nami, da si to delila. Hvala tebi za povabilo, Rok. Z veseljem. Zdaj pa hvala tudi tebi, da si z nami skozi to epizodo. Jaz verjamem, da smo dali tudi tukaj danes nekaj namigov, da je Lea z nami delila uporabne nasvete. Predvsem, če želite tudi začeti teči, dajte si pogledati to epizodo še enkrat, mogoče se pridružiti kakšnemu klubu ali pa pocukati Leo, ki je na kakšnem kanalu, če vam da še kakšno dobro idejo, istočnico na svet, ali pa vas vzame s sabo na naslednji maraton, ko bo spet šla. Želim si, da te zgodbe pridejo do točno tistih ljudi, ki te zgodbe potrebujejo, zato ker mogoče so v tem trenutku v kakšni slabši energiji, v slabšem stanju, imajo kakšne izzive in jim te zgodbe bodo dale upanje, da je res jutri lahko boljši kot danes. Tako da lajkaj, komentiraj, podeli, označi ljudi, da si pogledajo to epizodo. Hvala ti, ker nam na takšen način pomagaš, da pridejo zgodbe zmagovalcev v svet.